Ljudje in ljudine, poslušate Obot, 8. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obot, odtujeni bratje od Dumbledorja, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Halo. In Aljoša Harlamov, ki pozdravlja vse, ki me poznate. Skratka, lep pozdrav vsem zvestim poslušalcem in vsem, ki nas poslušate prvič. Za tiste, ki nas poslušate prvič, v drugo smo vedno boljši. Ja, to je res. Tokrat v 8. epizodi podcasta Obot smo za vas pogledali film Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, ali v slovenskem prevodu Magične živali, Grindelwaldova hudodelstva, ki ga poznamo tudi pod naslovom Magične živali 2, kje hudiča so magične živali. Ja, Gre pa za nadaljevanje filma izpred 2 let, se pravi iz leta 2016, ko je v kino prišel Fantastic Beasts and Where to Find Them, ki je vsi ti filmi, skratka gre za franšizo, ki je spin-off franšize iz vesolja Harryja Potterja, fantazijske pripovedi v 8 knjigah, angleške pisateljice J.K. Rowling, ki je izhajala med 97 in 2007, slovenski prevodi od 99 do 2008 in po seriji je pač produkcijska hiša Warner Bros. Takrat posnela tudi filme Harry Potter, ki so izhajali od 2001 do 2011, kar ste itak vedeli, ampak vseeno sem vam ponovil še enkrat. Pogovarjali se bomo torej o Magičnih živalih 2, to je podcast Obot in zdaj bo tole špica. Skratka, medtem, ko se mi pogovarjamo o tem in nas vi poslušate, je film še vedno na kinosporedu najbrž, zato ni odveč opozoriti, da ta epizoda vsebuje spoilerje oziroma kvarnike. Če si torej filma še niste ogledali, pa bi si ga radi ogledali v kinu, v miru, potem na tej točki nehajte poslušati in raje prisluhnite kakšni od prejšnjih epizod in se k tej pač vrnite, ko boste film končno pogledali, in če še ga niste pogledali, zakaj ga niste pogledali in najbrž ga sploh ne boste, poslušajte dalje. Ja, uporabite urok nekako že aresto momentum. Ne, zdaj mogoče pa šel kdo še brati scenarij, ker tudi J.K. Rowling nima časa pisati knjig in bolj izdajati scenarije, ki gredo kar vredo prodajo, mislim, za scenarije, po mojem spektakularno. Tako da, če imate plan prebrati scenarij namesto ogleda filma, se spet lahko vrnete. Se vrnete, ko pridete do zadnje strani. Ampak zakaj ne berete Peščenega planeta, mislim, halo? Skratka, o tem bomo še tudi kasneje. Skratka, Fantastic Beasts, draga moja sodelavca, kolega soagenta. A bomo najprej obnovili še prvi film oziroma soštorijo, ali kako ne? A bo kdo povedal celega Harryja Potterja? Naenkrat kot. Vse Harry Potter se zgodi kar dost, ampak v končni fazi je to samo zgodba o fantu, ki je čarovnik in odrašča in premaga zlobnega čarovnika. Ja, in pol premaga enega zlobnega čarovnika, s katerim ste skupaj bondana. No in tekom tega njegovega izobraževanja čarovniškega on prebere en učbenik. In potem so se odločili, kaj pa če bi o tem učbeniku, o avtorju tega učbenika, naredili serijo filmov. To se čuje super, špricer ideja. No, ampak naslov učbenika je bil Magične živali in v prvem filmu so se res potrudili in smo imeli en kup teh ful dobrih magičnih živali in spoznali smo avtorja učbenika, ki je... Newta Scamanderja, Salamanderja v slovenščini. Salamander, Scamander, mislim, ker Newt je pač močerat. Že nisem bil pozorno, to mi je kar šlo... Ja, jaz podnapise zmer berem pri teh filmih in so mi totalno konfuzni, ker ne vem, o čem govorijo. To pot je podnapise naredil Kenda, ki je prevajal knjige, imel intervju z njimi in je rekel, da je to bilo eno bolj groznih izkušenj, ker je
pač si prisiljen delati v enem softveru, ki ti omejuje stvari, ki pada dol, ki crkne, ki ga ne moreš izvoziti. In da pa neke bilo totalne vse restrikcije skupaj. so, če jaz prav razumem, za te prevod. Totalno ne hočejo nadzorovati vsako Ja, zdaj besedo. kaj ima. prva stvar je tako ali tako v tem, da si ti omejen, če ljudje hitro govorijo, torej pred Tarantino ali karkoli takega. Ti si omejen na tisto, ne vem, 140 znakov ali koliko in toliko spraviš noter in ne moreš dajati več, zato ker ljudje niso sposobni prebrati prej in so pač čist pointless. No, tako da to je ena omejitev, ki jo moraš kar je v fantasyju še toliko težje, ker imaš ti toliko pisnih stvari. Pol druga omejitev je to, da moraš delati z enim softverom, ki omogoča delo, usklajevanje preko različnih regij in kakorkoli. Glavnem, te softveri niso vedno zanesljivi in še dodatno omejujejo tvojo kreativnost in tak dalje, ker pač so namenjeni birokraciji v končni fazi. In birokracija vedno omejuje. Če se vrnemo k magičnim živalim. Ja. No, in če se vrnemo k magičnim živalim, prvi film je bil malo aimless, ni prav imel full fiksne štorije, ampak je predstavil ta svet. Ja, predstavo je pač Newta Scamander, oziroma Salamandarja, Skamandarja, karkoli pa že. Ki mu pobegnejo tiste živali in potem jih skupaj nabira po New Yorku in spozna še eno punco, s katero ste si všeč, pač dost na easy zadeva. Ja, pa mim glede upeljajo tega Grindelwalda, ki je zdaj glavni junak. Meni se zdi, zgodba prvega filma je torej kao predstaviti nek drug svet, ki je v Harry Potterju smo bolj ali manj zamejeni na neko angleško to se kao dogaja, to se dogaja kao 70 let pred Harryjem Potterjem, nekako pač med prvo in drugo svetovno vojno. Ja, pa v New Yorku so ene razlike, torej, kaj že na mesto muggles jim govorijo no magic, ne? Ne čarniki, ali ne? Ja, nekako tak, pa druga ministrstva imaš pa kao... Ja, sistem je malo drugačen, oni se tudi, Američani se kao ne smejo poročati z muggli, pa z bunkelni, ali so bunkelni. Ja, skratka, ne smejo se poročati čarovnik in bunkelni, kar je tudi del zapleta druge knjige. Skratka, so neke totalne razlike, ampak ja, prvi film je sem to, mi spoznamo glavnega junaka, ki ga igra Eddie Redmayne, on pride spustiti nekega tega orla, ki ga rešil v Egiptu, nazaj v njegov naravni habitat, ki je Amerika, in tam mu pobegnejo neke živali, in mim glede se zaplete v neko štorijo pač nekega mladega fanta, ki ima obskurusa in je pač cela neka nova dodatna pač dimenzija v tem svetu. Zdaj drugi del pa... No, to bi ta fant, ki igra Ezra Miller, ki ga bralci, poslušalci oboda bolj poznajo kot Flash. In dejansko zaradi večjega uspeha teh Fantastic Beasts zdaj ne bo Flash filma, ker... Res? Ne, še zdaj takoj. Prioriteta so Fantastic Beasts filmi, koliko ima Ezra čas. To že kar snemajo, ne? Bojo delali tudi Flashe, pa ko bojo imeli, ne vem, režiserje. Ja, to je zdaj, tudi to mogoče povemo, da ne bomo pozabili, to je zdaj drugi del od 5. Ja, to je drugi del od 5. Upam, da ne bojo zadnje razdelili v 2 filma. Ja, to še bomo videli, in medtem ko Flash pa bi bil prvi film, ker koliko smo ga videli v Justice League, je bilo pa tudi malo, super je bil en boljših delov Justice League, mislim, da v Aquamanu, ki pride zdaj k malo ven, ga ne bo, tako da dite nam Ezro nazaj. Se mogoče ga v 3. ubijajo ali pa kaj. Mislim, o tem še bom govoril, ker če je tist neka končna revelacija, ki je v filmu res, potem nekaj se mu mora zgoditi, ker ga pač v Harry Potterju filmih ni. Skratka, drug del je pa pač zdaj se osredotoča bolj na tega Grindelwalda, ki smo ga spoznali mimo grede v prvem, a ne kot nekega zlobnega čarovnika, ki išče ravno tega Ezra Millerja oziroma Credenca, zato ker ima on ker je spet nek boy wonder in prerokovan in ima pač neko moč, ki je noben drug, pač naj bi bil nek zelo močan čarovnik, ko bo enkrat obvladal samega sebe, oziroma se to v prvem filmu nekako naredi. In to je dejansko vsa štorija. Ta Grindelwald nabira zdaj te zlobne sile ali ne vem kaj. Podobno kot Voldemort. In gre proti, in da bo pač nastala neka vojna oziroma nek konflikt. In Newt pač skuša najprej stati ob strani, tudi v prvem delu je pač pomagal bolj zaradi teh živali, on je mal avtista in tako, ampak zdaj na koncu tega drugega filma se odloči, da bo
da se bo vključil v vojno, oziroma da zdaj ve, na kateri strani mora biti, ker pač umrejo neki liki in tako. Ja, cel film malo koleba, ne more se nekako odločiti, kaj bi on delal. Ne. Ja, nasploh je cel film pač pač tempo, no, to smo se mi dva Mita že pogovarjali, ko smo hodili skupaj na predpremiero. Tempo je tako, mislim, ko se začne film in je ta Johnny Depp, Grindelwald, nismo povedali, da je Grindelwald Johnny Depp, skratka, Grindelwald pobegne iz tega zapora, iz katerega je očitno hotel pobegniti in je bil kot da nek plan, da zbeži, noben tudi ne ve, zakaj se je pustil ujet v prvi fazi, ampak mislim, da še to naj bi nekako prišlo v štorijo. In zdaj išče tega Credenca in Dumbledore naroči pač Newtu, naj on najde Credenca pred njim. Credence pa je tokrat v Parizu, skratka najprej bil New York, zdaj je Pariz. Malo Londona še vmes. Ja, malo Londona še vmes. Ja. In to je pravzaprav to, ta bitka za to, kdo bo najprej prišel do njega, s tem, da na uni Newtovi strani je pač kup nekih predzgod, medzgod, pa stopunco, kaj je že... Tino, ja. Tako da, pač ne vem, ali bomo že začeli, ali vse to je neka obnova, ne? Ja, to je obnova. Zdaj, kaj vam je bilo všeč, pa kaj vam ni bilo? Torej, eno stvar, ja, pa eno ne, pa gremo 2 kroga. Ja, meni so vizuali všeč. Mislim, film je čudovit za pogledati. Glasba, pa te živalce, ki jih je sicer manj noter kot v prvem, so tukaj bolj za okras, pa mogoče za... Ja, toliko da upraviči naslov. Toliko da upraviči naslov, ja, nekako pa da ima Eddie Redmayne mogoče neko logiko delovanja na čase, ne. Ker drugače v bistvu pa... Mene pri filmu zmoti, da takoj vsi tisti liki, ki so bili vzpostavljeni v prvem delu, jih prepelajo sicer nazaj, eni se kar obudijo od minulih, ne? Yeah. Pač nobene obrazlage, ampak okej, v redu, ne? Ampak takoj, ko jih prepelajo nazaj, jih razbijajo. Vsi ti liki, ki so prej dobro, se meni zdi solidno delali v prvem filmu, ker so skupaj delovali, imeli interakcije pa levo-desno, jih tokrat razpošljajo na ta že en konec. Ne? In Queenie in on, kaj je že tisti... Ja, Pekar, ne? Pa Newt, pa Tina, pa novi liki tudi Little Strange, pa njegov, pa od Newta brat. Skratka, tako jih spostavijo, pa tako razletijo na vse konce in v bistvu nimaš nekih v bistvu hudega gona, pa hude interakcije med njimi. Šele na koncu so potem vse skupaj potegnili, ampak nekako malo bolj bogo zgledane. Ja, mislim, osnovni line je salamandrov, pa oni pa samo so zato naokrog, da skočijo not pa malo dopolnijo to zgodbo, namesto da bi naravno... Mislim, film je zabasen za subploti, to je, se neko tam pokino, to je Basil Exposition prišel po obiskat tam na sredini filma, ki bi glih mogel tempo se dvigati, ampak ne, oni ustavijo za 20 minut, ustavijo tempo filma zato, da si razlagajo drugemu, kdo je kaj počel, ne vem, pred parimi leti, pa levo desno in ja, skoraj da sem začel že na uro gledati, no, mislim, to se je res začelo vlično. Kar pa mi je bilo všeč, ne, je pa Grindelwald. Mislim, se Johnny Depp pa malo pluvajo, pa enega skušajo, mislim, zelo nerodno primerjati z neko trumpovsko logiko, da on je pa zakao neki nativist, pa rasist, ki skuša kao folk pumpati, ampak dejansko ima tako neko čudno progresivno fašistično logiko, ne, da v bistvu kao folku govori, ne, ti moraš biti samo ti. Kao, kaj si boš ti zadovoljil, da ti v bistvu kao govorijo, kaj smeš početi ali ne. In po drugi strani v bistvu on ne napada, on je milosten, ne? On niti enega ne ubija v filmu. On ni pač Voldemort, ki tala te avada kadavre, ko božična darila. No, ubije ono na koncu Little Strange. Ja, no, mislim, on sproži tisto zadevo, ki en kup ljudi pobije, ne? Ja, ampak le kako on v bistvu svojim poslušalcem reče, ne napadite jih, ne se izkažejo, kako so v bistvu oni dejansko. Vse to, ampak to je pa zelo taka fašistična logika. Ja, sej. On je bad guy, otroka ubijajo celo, ampak pač ne on, ne? Ja. On celo vrata zapre, češ pač nimam nad s tem, ja. Ja. V bistvu on je meni hujše. On je meni v bistvu zelo zanimiv, se nekdo zdaj že dobro komentiral, to je v bistvu kot neki odrasli Bart Simpson, povaljan v moko, ne, s tistim enim zlobnim mučom, pa enim dobrim mučom. Še najbolj pa sem pričakoval interakcijo med Dumbledorejem pa njemu, ne, ker to pa nekako tudi subplot, ampak to je pa zastavljeno za vnaprej, ne, za naslednje filme, ker očitno Dumbledore ne more v bistvu proti Grindelwaldu se boriti, pa Grindelwald ne proti njemu, zato se v bistvu tudi nekako začne ta zgodba odvijati. Grindelwald zaradi tega išče potem Credenca, Dumbledore zaradi tega Newtu naroči, naj v bistvu gre raziskovati, v čem je fora in tako naprej. Pa
pa še zaljubljena sta, ne? Jaz mislim, da to pač kao Dumbledore's got the hots for Grindelwald, ne mislim. Ja, mislim, da to je bilo pač rečeno, da sta več kot prijatelji. Ja. Zato to špegel, ki ga pokažeš, tisti špegel, ki ga vidimo v Harry Potter 1, kar si želiš. Tisto, kar si želiš in Dumbledore pač vidi Grindelwalda, ne? Noter, torej, ja. Mislim, to je bilo meni dobro, no, drugače pa vizual je Newt je soliden, čeprav slabši v prvem filmu. Na čase mu zgubi neko gonilo, no, in v bistvu izpade malo zmeden, pa s tistimi nekimi begavimi učkami, potem sam na okrog opreza, ne. In meni pa je prav Newt bil ena najboljših stvari pri filmu, ker ostane en tak nedolžen lik, ki ima moralni kompas in on zaradi tega noče izbirati strani, ampak hoče po svoje narediti. Se mu ne zdi, da je svet bel pa črn. In je njemu si te glavne živali, ne? In skrb za živali. In se mi zdi, da je z tega stališča en dost bolj pozitiven lik, ko ga zadnje čase srečamo, sploh pri glavnih junakih v filmih in serijah. Ja, tak netipičen je, ne? Ja. Ni baš neki mišičnjak, ki obvlada, ne vem, to že eno stvar, ampak je v bistvu... bi menil, da je treba udariti koga sploh. Ja, tako bolj, mislim, kako bi ti mu rekel, feminin je, ne? A veš, mislim, malo bolj v stiku sam sabo, kako se ne... Ja, mislim, to je pač tak, jaz sicer ful nerad operiram s temi besedami, ker se mi zdi to totalno brezvezane, ker s tem tudi ti pristajaš na neko logiko delitve po spolih, ampak definitivno, kar je pri njem meni všeč, ne samo, da ni mišičnjak in ni človek akcije in vse to, ampak tako, kot je Igor rekel, ne, on ostaja vestside, pač svoj karakter, on je totalni nek pacifist, ki mara živali, ki rad pomaga, ki mogoče tudi malo avtista, ne mara ljudi tok, ne mara se mešati vse to. Predvsem pa je pač zelo nek dober, prijazen človek, pač ima eno tako neko čisto svojo zgodbo, tak mal piflarski, malo, predvsem pa niti ni, a veš, ponavadi imaš, če je moški junak, ki ni zdaj nek pretepač, pa ne vem, kar je nek wisecracker, ne, bo zmer pač ima neke joke, pa šale, on pa niti to ni, ne, on je res čisto tako, ostane v karakteru, ni ne anti-junak, ne junak, popolnoma, ampak je kot da nek običajen človek, ki se ne znajde najbolj, ne. Se bomo videli sicer, kaj bo v naslednjih delih, ne, zdaj, ki se odločil. Je pa, mislim, v končni fazi je pa fajn, da se odločil, ne moreš ti biti pacifist v svetu, kjer nekdo pobija druge, ne? Ja. Zato mislim, da v bistvu v prvem filmu ima on neko dobro agendo. Jaz moram spraviti tisto žival nazaj, pa one moje živalce pobrati. Naprimer, on ima tam lepo motivacijo. Medtem ko tu zdaj v drugem, pa ga folk potiska. Veš, kaj mislim? Folk mu pravi, ti idi ta, pa to deli, pa ti se obrni, pa odloči se že, pa kaj zdaj, a boš ali ne? Ampak on ne popusti pritiskom. On se ne odloči tega zaradi tega, ker bi pustil, da ga zbuljajo oziroma zmobajo v to, glede na to, da gre za neko službeno okolje. Ampak okay. To se je zelo lepo povedal, Igor. Ampak v končni fazi se odloči na osnovi dejstev, ki jih spozna, dokazov, in trezno presodi glede stvari, tudi nič ne naredi vroče krzno, ne. No, in zaradi tega se mi je zdel on najboljša stvar glede tega, vizual je vsekakor. Daleč najslabše pa to, kar si ti že omenil, kje je za vraga so magične živali, come on, ne. Mislim, vsaj, če so že toliko ekspozicije nametali, ne, zakaj ni del te ekspozicije bilo povezane z živalmi? Ja. Mislim, lahko. Ja, pojavi se samo nek lev, neki zmaj, kitajski zmaj, ki pa nima mislim, tisti je sam tok, da imamo 3 minute, da vidimo Edija spet, kako on obvlada živali in to je to. Pa na začetku imaš, ko on pride domov v svoj dom in mora svoje živalce, ki jih ima doma naputrati. No pa dobro, ta zmaj je tudi v funkciji seveda, da vidimo, da je Tina, mislim, da je ta ljubezen med njima, da obstaja, no, da pol ona se nekaj nauči od njega in potem ona miri tega zmaja. No. Točno, ja, evo, to bi še rad povedal. V bistvu, zraven tega, da kao, zato ker ima malo živali, se Eddie bolj išče oziroma Newt bolj išče. Po drugi strani ga pa vržejo, mislim, da zelo nerodno v nek ljubezenski trikotnik. Ne? Med Little Strange pa Tino pa njegovim bratom. Ne?
in imaš par sicer komičnih elementov noter, ki sicer delajo, ampak potem, kako se to skupaj preplete. Ja, to je slabo. Ja. To je slabo, to je res slabo. Preprosto tudi popolnoma zunaj njegovega karakterja to vse skupaj. Ne? Ja. Mislim, tako, da bi on bil kar na neki fotki tam, tako, da bi oni kar misli, da je on z njim, mislim, kdorkoli ga pozna, mislim, ve, to, kar bile so pač neke za lase privlečene fore, medtem ko je ta njegova pač hoteli so dati nek zaplet v njegov odnos z Tino, ne? Čeprav ne rabiš drugega zapleta kot to, da je on strašno neroden pač z ljudmi in ženskami. No? In meni je, jaz sem zdaj včeraj gledal še enkrat recimo prvi film in je noro dobro, ko so oni na tistem, na prvi večerji, ker se pač njena sestra in ta Pek pač totalno jameta in flirtata preko mize in tako, on pa sam s pogledi pač. Njut umika pogled več čas, Tina ga gleda. Dela, tisto dela. Ja, in je fenomenalno. Ta prizor je res, mislim, za nek žanrski film, noro dobra stvar. In tle notek tudi, ko je on skuša izpovedati ljubezen in si primerjati z očmi salamandra in ne vem kva. Mislim, to je on, ne? In meni je pač, najboljša stvar mi je Eddie Redmayne v tem filmu. In jaz sem totalno zatreskan van. Tle ni druga. Aljoša's got the hot. Ja, meni je prav pri tistem najboljše, ko reče, ne smem povedati, ker je da bo obljubo, da tega fraze ne bo uporabljeno in tako izpade. Ne, res, tista scena ful naredi, ne? Čeprav se meni zmer zdi, da še zmer igra Stephena Hawkinga. Ko gledam ta film, se mi zmer zdi, pa Stephen Hawking. No, na koncu bo nek plot twist, da bo na koncu Stephen Hawking. Mogoče pa to kombinacija dveh njegovih likov, kao Danish Girl pa Stephen Hawking. Ja, niste gledali Jupiter Ascending, a? Ne, to je najslabših sci-fi filmov zadnjih let. A on igra no tako hoče. On igra vilena, overacta za popizditi. Mislim, on je to naredil med Danish Girl pa Hawkingom, da si je malo... A se je spucal. Spucal in je tako najbolj tak res... Tako da postaviš Nicolasa Cagea poleg, pa rečeš, oglej, kak subtilno Cage igra. Mislim, set film ima ful taki feeling, ne, noter, da bistvo to, da prav štekaš, to je dvojka od ničega. Ja, in se bo nadaljevalo. Ja, to je nek filler, no, samo veš, kaj me zmoti, naprimer, ko imamo, naštejmo naprimer primere, ali pa vidimo naštejte kakšen primer, ko imaš v bistvu serializacijo nekega univerzuma, ne, kjer imamo dobre primere nadaljevanja, da dobro zafila tole dvojko, ne, pa kjer je slabo. Ker, naprimer, jaz lahko takoj ven vržem Empire Strikes Back, naprimer, obvezno, ne. Lej, pa je ista fora, oni so naredili fantastične živalce, pa so rekli, bomo videli, če bo šlo skozi, ne. Isto je Lucas naredil New Hope, oziroma samo Star Wars v defaultu, pa so rekli, dobro, pa naredimo še enega in vse na novo pišemo, vse na novo delamo, ampak Empire Strikes dela super, pa se tudi liki, mislim, gredo na razen, imajo svoje subplote, ampak tam ni zabasano, tukaj pa... Ne, isto Jedi deluje, ne? Da so malo bolj sodobni. Ne, mislim, tu se mi pa zdi, kot da je šla Rowlingova na Maksimo, ne, hočem vse noter fukant, kaj zmorem in ne, moram se otresti feelinga, kot da bi to res 100-krat boljše delalo v knjigi sicer, ker to na platno pa ne zdrži dobro. Ne mislim, dost dober primer so drugi deli ponavadi Marvelovih filmov. Zato, ker tam pa je dostkrat prvi del podoben temu, da samo nastavi stvari. Captain America 1, Thor 1. Razen Ant-Mana, ker je drugi del pač bil vse malo slabše. No, ampak Thor 2 je bil obupen. Thor 2 je bil katastrofa. Ker potem tretji del uspe narediti. Ampak pri Marvelu je dostkrat to, da prvi del tisti, ki bo se šele trudil nastaviti. Mislim, izjeme so obvisli Iron Man pa Guardians. Pač čeprav tle je res tak, ker prvi Fantastic Beasts je bil res štorija, da nastavi pravzaprav Eddie Redmayna in vso štorijo. Drugi del pa deluje spet kot neke vrste prvi, zato ker kar uvaja neko novo štorijo, ki bo šla dalje. Tada mogoče tudi to res. Meni je bil tudi pač to, ko se pogovarjamo o teh subplotih, pač to je bila totalna zmeda, no. In J.K. Rowling pač kolikor je dobro pisateljica, ne se strinjam. Če bi ona naredila knjigo z tega, pa bi nekdo drug delal scenarij z tega, bi po moje bilo boljše. Po moje njej scenariji ne ležijo. Ne, jaz mislim, da pač, ker v prvem filmu se še ona nazaj držala, ker je imela so scenarista, če se ne motim, ne. Medtem ko tu zdaj v drugem je pa samo njen kredic in očitno je šla overboard, noben ni rekel, če stara, da se malo umiriti, mi delamo film, ne fucking knjigo, ne. Ja, ker ona ima že vedno, veš kaj, ona
ima že več problem. Kar je največji problem Harryja Potterja, je, da ta njen svet totalno ni konsistenten. Ona je sicer ima izjemno domišljijo, ampak ona upeljuje mimgredejene fore, veš. Tudi recimo za tega Obscurusa to nikoli nismo slišali. Tega ni v Harryju Potterju, v njegovi seriji. In to je zdaj kar nek nov element, ki je očitno ful važen in ne vem kaj, ampak prvič slišimo, veš. Poleg recimo ta Grindelwald, dobro je bil sicer omenjen in to in tudi naveza z Dumbledorom, ampak ni bi se z tega delala taka štorija o Potterju, kot je zdaj kar naenkrat, da je on ta prvi Voldemort ali kaj. Take stvari, no. Pol ona ima skosne še, zdaj, ko sem gledal prvi del, neko pride Newt v Ameriko, tam je vse drugače, veš, vsak wizard ima neke svoje stvari, pač ta magija ima neke, a veš, noben ne ve, da on v kovčku celo neko, ne vem, magično pokrajino, ali ne vem pa. Pač tega noben ne ve, ker očitno drugi wizardi, drugi čarovniki tega ne poznajo. Ne? In to je pač, ful je individualno pri njej, kar je okej na neki ravni, ne? Ampak pač logiko zgodbe ti pa onemogoče, ker nimaš nikoli ne veš, kaj je možno v takem svetu. Ne? A veš, da se cela hiša popraviti nazaj, ko raznese, da se uno narediti, celo mesto, ampak enih stvari pa se kao ne da. Ene stvari pa, ko so. Pač, in noben ne ve, mislim, to je super, da v bistvu zakao, da malo poflikaš kakšno lukenco v zgodbici, ne, to je super, ne, samo fucking shit, to se dela film, razumeš, ne knjiga, ne, in naprimer, če gledamo zdaj na hitro, ne, Harry Potter serijo, ne, torej, zgodba o odraščanju mladega čarovnika, ki živi v svetu, kjer mu fucking vsi lažejo, čisto vsak odrasel Harry Potterju laže, samo to smo hteli tak noter fuken, ampak, če gledamo zdaj filme, jaz knjig sicer nisem bral, ampak če gledamo filme, kdaj ta serija res postane good? Šele s tretjim delom, ko Cuarón v bistvu reče, ok, zdaj se pa malo mi zrelaksiramo. Ja, ampak ni to razlog. Tu je pač stvar v tem, da je prva dva naredil Chris Columbus, ki dela otroške filme. Ja, vem, Pa tudi prva dva sta otroška. To je razlika. Namenoma je tako. Ja, samo, a veš, Cuarón pripelja noter logiko, da je to nek svet, ki je malo bolj plastičen. Naprimer, tam sem mene sej gledal, ker v bistvu on je deci govoril, ma ne, lej, ti se obleči, kak ti paše, ne veš biti oni zategnjeni v uniformi, kot v prvih dveh filmih, ne, pa ima je tale, ki igra Ron Weasleya, ne, ta igralec rekel, če si ne znam kravate zavezati, ne, pa igralec ima to govoril, ne, pa rekel, vredo, super, to je tvoj lik, keep it, ne, a veš, in potem on je zastavil potem s to logiko, da ta svet je poln, plastičen, pa tudi porezo je v bistvu zgodbo iz knjig, da pač to mora delati za film, na ta način, in to so se potem držali naprej. David Yates, ki je potem zdaj režiral tudi tega, ne, on je od Phoenixa prevzel vajati, ne. Tako je. Mogoče pozaj povedati. Ja, v bistvu tisti filmi pa sicer imajo Dark Tone, pa v bistvu že Harry Potter je tam odrasl, ne, on v Phoenixu je bil. Mislim, on je mogel že tam video smrt, mogel prezeti neko določeno logiko, bla, bla, bla. David Yates to dobro naredi, ne, samo očitno mu je Rowlingova tu hodila po zelu, ne. Ja, glej se dobro. Tam pa ni, ne. Ja, no, ker tam so bili drugi scenaristi, mislim, tam so bili scenaristi, zdaj pa ona pač prevzela to kreativno popolnoma zase, ne. In ja, tle je pač problem. Recimo, jaz tudi ne razumem, ta subplot z Dumbledorom je totalno butast. Jaz razumem, on ima ta krvni bond, ne morata spopadati se neposredno in te fore, ampak ja, dobro, ne moreš se z njim, ampak lahko se vsemi njegovi pomagači, ki so itak tisti, ki pobijajo, ker on se delita, kot smo prej rekli, Johnny Depp se daje drugim, delite namesto mene. Ti bi komod šel v Pariz, tam pomagati in pač z njim se ne more soočiti, ampak lahko se vsemi drugimi. Daj nehi, no lepo te prosim, kjera glupost. Poleg tega, zakaj se Grindelwald njega tako boji, če on ve, da Dumbledore njemu ne more nič? Jaz tega ne razumem. Ne, en kup stvari je tako enostavno, it's a mystery. In dobro, mogoče bo to naslednjih, ne vem kaj. To se pravim. Ampak film mora stati sam po sebi. Točno to, ja, tu pa deluje, kot da je zato čist navezano in se tako pa zakaj mi moraš, v bistvu je to full hood fanservice za pač res Harry Potter fane, ker ti noter nameče trivije, pa ne vem kaj, da je veselje, ampak kot film. No, ampak če to primerjamo z Marvelom, ne, recimo fanservice film je Avengers, ta zadnji, ne? Infinity, ne? In začne ti na začetku, ti nič ne razloži, kdo je kdo, to moraš vedeti. Ampak na koncu se konča film kot zaključen film. Res, da imaš upanje, nekaj se bo zgodilo ali pa karkoli, ampak film kot film je zaključen. Zgodba je dosti bolj zaključena v Infinity War. In točno to mora delati. Dobro, jaz tudi
a veš, fani pač morajo biti, pač to so vsi filmi za fane in oni, ki stripe berejo, vse vejo že neke saplote in povežejo, kak pride en lik, vsi vejo, to je pa zunga stripa, ne vem kva, kar jaz recimo ne vem, ampak meni mora film delati, točno to, ne. Tle pa je bilo včasih, jaz sem sicer otroke, ker večino so bili otroci na predpremieri, pa slišal, ki so bili, to je pa zdaj to je pa zdaj in jaz mogoče česa tudi nisem toliko poznal, ker toliko natančno pa spet nisem bral, ne gledal Pottera, ampak ga veš, ti moraš te stvari, tebe mora biti tudi neka logika ti biti v tem in ti moraš to vedeti in razumeti, ali pa ti mora biti v filmu toliko plastično narejeno, da te zanima kljub temu. Ne pa da si ti tako, kaj je zdaj to, kdo je to, zakaj je to tako važno. Ne, pa tudi tako ponuca, naprimer Nagini, tale pajdašica od Credensa, ki jo pač spoznamo in vsi vemo, Nagini je kača od Voldemorta, v redu. In v bistvu njo takoj razložijo, pač ona je v bistvu tak čarovnik, ki se bo na koncu spremenila v kačo in to v tem ostala. V redu, očitno jo tako spoznamo tudi v Harry Potterju, ampak ona potem cel film je sam zraven Credensa in ga posluša, pa ga fura po mestu. Popolnoma nič ponuca. Mogoče nima vozniške, tako je. Mogoče ne vem. Mislim, točno to, neki saploti so samo uvedeni, češ, gled, tle imate, to pa je za fane, pač 5 not za fane in to je to. To bi lahko dosti bolj ponudcalo. Mislim, naprimer, Nicolas Flamel, noter sem bil tako, počakaj, zakaj je to ime pomembno? V Harry Potter 1 je dal tisti Sorcerer's Stone Hagridu. To je to, zato ga moram gledati, ali kaj ima mrš. Je pač skušal neki ful povezati, ampak včasih dela to totalno nasilno in sam zato, da je pač za te fane. Ampak ključno vprašanje je, ali vaju zanima tretji del. Pa mene zanima, samo bolj me zanima, ali bojo zafrkali vse skupaj, ali bo boljš, no. To je moja prva motivacija, priznam. Moja tudi, Kaj pa v bistvu najbolj pričakujete? Kar bi jaz najbolj pričakoval je, da tole štorijo nekam odpeljajo, da je malo bolj zanimiva, pa da ne končajo mogoče na nekem kvazi cliffhangerju spet, pa da dajo neke živali not, mislim. Jaz ne vem, jaz mislim, da so to pač zelo nesrečno izbrali ta naslov in da je to. Mislim, da bo zdaj Grindelwald in ta vojna in bo pač Harry Potter ponovljen sam z odraslimi liki. Ne vem, jaz se ful bojim, da tle magičnih živali mi ne bomo več gledali. Razen, da jih bo on mogoče inkorporiral zdaj v to vojno. Jaz, če bi bil Rowlingova, jaz bi pač rekel, v trojki se ne gremo več vseh teh likov, naj bojo tam, ne rajmo se jih odlosati, ampak pač imamo Newta, pa imamo konflikt med Dumbledorjem pa Grindelwaldom, that's fucking it. Razumeš, kako se bo to speljalo, kako bo ta trikotnik speljan vredno, to se lahko igramo, ampak vsi ostali pa fuck off, bote tiho. Kaj pa druga svetovna vojna? Ker zdaj obvisli to bo šlo skozi drugo svetovno vojno. V bistvu, to mi je bilo všeč. Sicer folk govori o velikem revealu na koncu, ampak vsi mislijo pač da to je zdaj res kvarnik, da pač Credence baje brat od Dumbledorja in zgolj on je dovolj močan, da premaga Dumbledorja, in zdaj si folk razbija glavo, pa neke linije vleče, če ga v Dumbledorja, pa ga Potter je mrtav, pa neki. Meni osebno to niti ni bilo tako, bratje, Santa Barbara, super, razumeš? Bolj mi je bil pa tale reveal super, ko Grindelwald pokaže prihodnost, poglejte, bratje, čarovniki, to nas čaka in pokaže atomsko pa drugo svetovno vojno, in tako vsi, ni še ena velika vojna, in to pa je the best. To bi bila super motivacija zanj. Zato, ker Rowlingova do zdaj vse v filmih, se je ful malo upletala v nomaž, magl svet, tukaj pa dejansko to motivacija za neko akcijo v čarovniškem svetu, in se mi zdelo genius. To bi znalo biti okej. Ne, jaz pričakujem, da bo pač Newt inkorporiral zdaj pač magične živali edino v boju proti njemu pač, Kar sicer bo šlo malo izven karakterja, tako, ampak vseeno mislim, da bo to neka... Lahko pa bo mogoče, Grindelwald zlorabljal temne magične živali, ali kaj pa bo Newt. Definitivno imamo še 3 filme, ne pričakujem, da se bo v naslednjem končalo. Možno pa, da bo Grindelwald tudi kaj, ne vem, s Hitlerom hangal in... To bi pa bilo mimo, ampak če hočeš drugo svetovno vojno, mogoče bo, ne vem, čaro in bo pomagal, mogoče bo on podpihoval Hitlerja, zato da to naredi. Samo ne, to bo pa kontraliko, ker v bistvu Grindelwald opozarja, mi moramo to norost ustaviti, kaj se bo zgodilo. Mogoče jo bo on sprožil.
A veš, je to samo njegova evil motivacija, da ker je pač evil iz nekega Kaj pa, če je bil tale razloga. Da v bistvu vsi želijo sicer ustaviti drugo svetovno vojno, ampak na koncu Dumbledore pa Newt sprožita drugo svetovno vojno. Po nekem čudnem... Ja, twistu. To bi bilo še kar ok. To je bilo, Češ, drugače ne moramo staviti Grindelwalda, kot da to. Hvala. No, primer, J.K. free of charge. Super, ja, to bo res za slovenske razmere super, ker se bo imeli partizani po domobranci še o čem to bo res ti bo škodi ta film, pa Harry Potter oziroma J.K. Rowling. Če se vrnemo zdaj k temu bratu, k problemu Dumbledorevega brata. Zdaj sem dosti gledal teh videov, nekaj jih bomo pripopali spodaj v zapiske. Ja, pač časovnica se ne ujema, ne? Tle je problem, Dumbledore je prestar, da bi imel brata, mislim, njegov starejši brat je že itak, ne? Pa sestra je že mrtva. Nekateri pravijo, da je edino to lahko bil njegov nečak. Grindelwald seveda laže, ne? Najbrž laže in si izmišljuje zdaj vprašanje, kako daleč gre ta laž. Lahko da je pač nek sorodnik v resnici od Dumbledora, ker je bil tudi ta Phoenix v prizoru, češ Phoenix vedno pride pomagati, ko je Dumbledore in nit, se pravi, ko je v sili. Tako da mogoče je lahko Dumbledorejev pač familija, ampak ni pa to, skoraj gotov ni brat. No. Tako To pravijo večji piflari od mene. Mislim, tudi jaz sem to poslušal, čeprav eni se orang trudijo, tam neke linije od fotra, ki je bil v zaporu, pa umrl, pa mater. Lahko bil v zaporu, ona imela conjugal visit in bil. Ker on je pač, zdaj pač fotor je v zaporu, ne? Meni osebno se to tako zdi dobro, ne, folk zapravlja čas s temu, če želi, a meni je to pač, bratje, v redu. Tudi če tudi je, Tudi če je, se Rowlingova je v tem filmu tudi na komod povozila pač ene zadeve. Credence je živ na mesto mrtev po prvem filmu. Konc prvega, se on preživi, mi to je to sem zamudil. Pa tudi, naprimer, tale Pek, naprimer, tale Obliviate, pa on pride, on zbriše samo slabe spomine, jaz sem imel same super spomine, to je bila še kar. To je bila še kar pekovska. Ampak se tu si reče, ima vredo, če ti nuca za zgodbo, pol ga pa ponuci, ampak ga ne ponuca. Ne, sej. Mislim pa pač doda še en saplot temu, ker pač ta njena sestra Tina, ker se Tina očitno sploh ne sekira, ker za njo sploh nisem videl. Bolijo kurat. Mislim tako. Gre slobim. Jaz samo to. Queenie, ne? Queenie ima 3 scene, ne? Ko pride v Pariz, ne, mislim, najprej z njim, pa ne morata se poročiti, to je prva. Ta prva scena in tam gre to ona dva narazno, v redu. Pol druga scena je bolj ali manj, k bistvu, ko on pride k Grindelwaldu in on ima tiste en dialoge z njo, da jo prepriča. V tretji sceni, ki pa jo ima ona, ne, je pa kao, jaz grem bad guy. Bo stara, to pa je bilo fucking hitro, ne, mislim. Sorry, ampak Johnny Depp je, pozabil si, da je Johnny Depp. Ja, je tak prepričljiv, on en muder ručka, ženskam določene starosti, Johnny Depp pač. Čeprav je tako, res so se potrudili, mislim, Dumbledore, kaj je, kdo je že Dumbledore? Jude Law, je seveda zelo lep in postaven, tako. Grindelwald je pa kaj ena spaka, sorry. Mislim, kdo se bo zaljubil v Grindelwald? Mislim, tako bom rekel, če sta ona dva bila sošolca, ne, se je Dumbledore kar postaral, napravno Johnny Depp. Mislim, samo on je bil že tako nekak blontan in totalno grozen, že kot otrok, vse tiskaj je kazal. Tega nisem najbolj kupil. Nekdo ga moko povalil, ali kaj to Skratka, ta scena mi ni bila najbolj jasna. Sicer imaš pa tu še bistvo kao tale neki Harry Potter na vlaku, ne, on ima ta Elder Wand, ne, to je kao najmočnejšo palico, kaj bo s tem delal, pa ne vem kaj. Tega zdaj še nisem noč omenil. Mislim, palico si pokazal in pač itak moraš vedeti, da to pač ne. Tudi na plakatih imaš kao tale neko trojico znake, cigor iz Harry Pottera, to itak moraš vedeti, ne. Ampak se tudi, če ne veš, mislim, da film še vseeno deluje, tudi če nisi gledal Harryja Potterja, pa si gledal Fantastic Beasts 1, no? To je. Film v redu deluje, no? Mislim, bolj poln je, mislim, če štekaš prebližno, kaj se je dogajalo. Nekaj Grindelwald, Voldemort Grindelwald ubije v zaporu, ko mu pove, kje je Elder Wand, ne? To v eni sceni, v flashbacku, se spomnite to? Skratka, v Deathly Hallows Voldemort išče, ki je tale Elder Wand, ki ga Grindelwald mane in pač Grindelwald je tako star pa pleše v zaporu, pa mu reče, ne, zdrav, njega leži v blebe. In pa hvala ti. Avada katabrat. Skratka, Grindelwald bo preživel v vsakem primeru.
Mislim, to očitno to. Se motim, pizda, don't add me, folk, ampak mogoče se pa motim. Ampak ne, Voldemort od njega dobi... Ne, samo zdaj se jaz tudi mislim, da se spomnim. Imam pa tudi, hvala. Ne, zdaj jaz tudi mislim, da se zdaj tega spomnim. Samo, a veš, pač jaz zdaj res nisem hotel celega Potterja gledati, samo zato, da bom zdaj ta Fantastic Beasts spremljal. In ker bi res to mora delovati kot neki film. In pač zmer sem bil mal prestar, ko je prišel Potter ven, ne, tako da jaz sem to vse prebral sicer v angleščini, razen prvega, ker sem ga v slovenščini, pa nisem več vedel, kdo je kdo, ker so bila imena tisti druga. Filme sem tudi gledal vse za nazaj pred zadnjima dvema, dejansko sem jaz prej nisem nobenega gledal v kino, pol zadnja dva sem hodil v kino gledati. Tako da pač tok se pa spet ne spomnim in tok jaz ne investiram svojega časa v nič, tako fanovske. Že Marvel mi je too much, vsi ti stripi in tako. Ampak ja, to mora delovati kot neki stand-alone filmi in pač zdaj treba zaenkrat priznati, da ne deluje čez dober. Da, šohno. Ja. Zdaj bomo videli pač, kaj bo tretja, ampak ne bo drug let, če se ne motim, ampak bo... 2 leti delajo. 2 leti vmes. Pa slišal sem, kar bi znalo biti zanimivo, da v bistvu kao se celo igrajo z idejo, da v bistvu ne bi bil Newt vedno v ospredju postavljen kot glavni lik, glavni junak. Torej, da bi se te vloge malo zamešali. Ja, ampak mislim, da bral sem zadnjič neki, ne vem, če je to potrjeno, ampak da se bojo igrali z temi neki POV, ne, torej point of view liki. Jaz to bilo zanimivo. Ja, jaz tudi mislim, da ne bi si cer odžagal Newta, ki mi je v bistvu, kot tako smo prej rekli, kot junak, en bolj zanimivih, sploh v filmih zdaj, v fantasy pa science fictionu, tako da ne vem. Mislim, jaz vsekakor nadejam, da bom gledal, pa ga pričakujem, pa nadejam se, da bo vse za 2 oceni boljši kot Talent, ki mu dam 2,5 od 5. Ja, je pa še en aspekt, mogoče še to, rečemo kaj o tem, ne, to je zdaj res, Harry Potter je bil eden od teh filmov oziroma franšiz, tudi knjige, ki so naredile ta fantasy craze, v katerem zdaj mi trenutno živimo. Ne. To mogoče ne smemo pozabiti in zdaj ti Fantastic Beasts je meni zanimivo spremljati, pač kako dal smo prišli vsem tem. Prvi Harry Potter film je z 2001, enako kot Lord of the Rings. To sta pač zdaj 2 filma, 2 franšizi, ki sta totalno zaznamovali ne samo generacije, ampak tudi film in knjige potem. Noč, kar od takrat izhaja in to ne more se izogniti. In to mi je zelo zanimivo mi je bilo recimo na predprimeri, ker je bilo ful teh otrok, za katere se jaz predstavljam, da še niti živeli. Mislim, absolutno vem, da niso bili živi, ko so ti filmi prihajali ven, rojeni. Hvala, Igor, ja. Niso bili še rojeni, niti ko so ti filmi začeli prihajati. In se mi zdi pač zanimivo, da je to vseeno nekaj, kar so gledali za nazaj. A veš, ker pri teh novih generacijah, kak ne rečem, ampak ko se jaz pogovarjam z mlajšimi enimi, recimo, ful nima nekih klasik ogledanih in to, ker jih zanima res samo now. In pač so filmi, ki te zaznamuje, se tudi naso, takrat, ko si živ, pač takrat, ko živiš, ko si otrok, zdaj jaz več ne vem, kaj govorim, ko si mlad, te pač nekaj zaznamuje in ponavadi je to nekaj novega, nihče zdaj, ne vem, jaz, ko sem bil otrok, me ni zaznamovalo, ne vem, kva neke serije iz 60-ih, recimo. To ti kasneje nekako zveš, ampak ko si otrok, te pa tista, veš, Jurassic Park, Lord of the Rings, Harry Potter, ne. In to mi je bilo zanimivo, da to še vedno drži, pač še cele generacije so totalno zmešane s Harryjem Potter. So otroci, ki so bili oblečeni, ki so prišli v kostumih, vse to in tako kasneje. Je bilo ob vseh teh nekih revelacijah. Ful je ena ključna razlika, ful dobre knjige so. Ja, to je res. Ko sem jaz bil toliko star, da bi lahko me Harry Potter zanimal, še ga pač ni bilo. Še ni bil živ. Ampak sem imel recimo 5 prijateljev. In 5 prijateljev super, not padeš in bereš in potem... Hvala Bogu, nikoli niso posneli filmov. Ne, neka serija je bila. Pa tudi risanka, ampak vseeno. 3. knjiga je ista, kot 1., 4. je še bolj in pač vzorci so isti, ki se ponavljajo, nič ne raste skozi. Vine tu sem potem bral, in pač vse kar lamaj zgodbe, ki so spet vse iste. Je zanimivo, ker se druge odvijajo, ampak se iste stvari zgodijo v končni fazi. Medtem kot tukaj, Harry Potter je pa dejansko kakovostna literatura in je zelo dobro napisano in to mislim, da zato se še zdaj drži. In odrašča, to si verjetno hoče reči. In odraščali so zraven.
zraven. Ker to je meni res všeč. Če si sploh takrat začel brati, ko je to začelo izhajati, da je bila prva knjiga ti ustrezno stara, in je to si pol res lahko odrastel zraven, in to je super. Pa se pravim, jaz sem res, pa če sem bil, ne vem, srednje šole, mislim, da 2-1, ne. Mislim, knjige so itak z 99, sem rekel, oziroma 97 original, ampak slovenščini 99, ne. Se pravi, jaz sem bil takrat 16 let star, ne. Se pravi, srednja šola in pač vsi so to brali, mlajši in tako, in sem pol še jaz počas bral in tako, ampak vseeno si malo si prestar, ne. Ko pridejo unita najstarejši, zadnja knjiga 2.8, ne, takrat sem že bil 26 star, ne, oziroma 25, valjda, mislim, ti je cool in vse to in je dobra literatura, vse to, ampak ne dotakne se pa te tako, kot če si ti takrat, ne vem, 18, pa ne vem koliko točno je potek tam nekje. In zame je bolj pač Lord of the Rings, ne, ker sem Lord of the Rings bral v 6. ali 7. razredu, ko je išla pač ta zelena prvi prevod Lord of the Rings v eni monumentalni knjigi in sem ti zbral pač takrat, ne. Ja, mislim, da obe dve seriji, če gledam zdaj na filmsko ekranizacijo, ne, torej prvič je bil smel poskus, pa kvaliteten poskus v bistvu literaturo prevesti v filmski jezik na način, ki je konsistenten, privlačen, pa tudi moramo priznati ogromne PR strategije so za temo, zato da najbrž tudi deloma mlajše občinstvo danes toliko zahakla na še na Harry Potter, kljub temu, da v bistvu kaj zadnji Deathly Hallows je bilo, kde je to? Ja, 2.8 je zadnji. Ja, knjiga, kaj pa film? Film pa 16? 11. Aha, upisno. 2.7 je zadnja v angleščini šla, 2.8 pri nas, 2.11 je zadnji Potter. Se pravi, tega je Ja, veš. Pa po vrhu, ne, oni so se dobro naučili od Star Warsov, v bistvu, kako v bistvu lik v filmih zraste, pa nasploh zgodba, ne se vem, zgodba imaš tu, prej George Lucas je itak od njih tudi črpal, ne, mislim, Lorda, ne Harryja, ne. Da ja, filmi tudi, če izhajajo redko ven, da v bistvu vseeno lahko z likom odraščaš, pa ga spremljaš, pa da je to noter inkorporirano, ne. Je pa res, pred temo so se mogoče enkrat, dvakrat probali nekako neki iti za dolgimi serializacijami v bistvu filmov, tako naprej pa niti ratalo razen Star Warsov, ne. Star Trek je čisto ena druga scena, ki je v bistvu neprekin, mislim. No, pa tudi fantasy, veš, vse je bilo tudi tehnologija je malo, mislim, dobro, no. Zdaj, mislim, recimo, kar je Ron Howard pa George Lucas sta naredila Willowa, ne vem, 86 ali nekaj takega, tisto je še vedno film stoji in je fantasy. Veš kaj, jaz ga že dolgo nisem gledal na tako. Willow še vedno deluje, pa veš kaj še vedno deluje, te, ki so pa malo bolj odrasli, ciljali Conan, pa Red Sonja. Te filmi... He took my father's sword. Te filmi so bili vredno narejeni. Chrome left you at your four winds. So bili, se prav. Ampak je pa spet le tudi tako, ne, to so zdaj res... take franšize, ki so full generične. Mislim, to je zdaj res za vso občinstvo, ne. A veš, Conan je za odrasle, a ne. No, Willow bi pa bil zelo. Ja, Willow je bolj tako mladinski, ampak tle pa res ena taka mišljenga, ki vsi pač lahko, ne. Tudi zdaj v tem Grindelwaldu je pač so umori, ne, pač tam res otroka ubijajo, pač nekega dojenčka, tako, ne. Pač ne pokaže, ne vem kaj, ampak tudi zaradi tega ni nič manj strašno, ne, si predstavljam, da si ti, ne vem, 12-letni, 11-letni mulc, si res rečeš, ta Johnny Depp je pa res baraba, no. Hkrati pa so to uspeli narediti brez, da bi zafrikirali otroke, ker to pa je recimo Batman Returns z Pingvinom, pa Batman proti Supermanu, oba filma sta glede na predhodne kar eno starostno stopnjo više skočila in so prišli v kino otroci, ki so bili čist zafrikirani. Čeprav mislim, predvsem pri nas v Sloveniji se v bistvu ta starostna ocena v bistvu ne upošteva. Ampak jaz sem tukaj videl, ljudje so pripeljali na Batman Superman film, ne vem, tam 8 let stare otroke ali pa 6, že da bojo 2 uri pa pol filma gledali, jim je problem, ker predolgo traja, ne. Zato tudi recimo pri Lord of the Rings filmih so bile pauze vmes, v matinejskih projekcijah in nesmiselno, ne. Zdaj pa Batman Superman film, pa mislim, da vseeno moraš biti prek 10. Pa veš kaj se
Pa se to starši pač res, ker ne preverjajo, mislim, vse poglej si za kakšno starost film. Ker se spomnim, ko smo mi šli gledati z starejšim nečakom Lego Batmana, so tudi bili, veš, čist mali, ne vem, 4-5 let, ampak tam je ful nagovor in ful pač teh jokov, kdo bo to razumel pri 4 letih, mislim. A se je pogledal prej vse Batmane. Mojemu nečaku so bile cool všečene fore, ampak tudi on, a veš, ni gledal Batmana in ni razumel tistih. Ne, pa se ne rabi vsega razumeti. Ja, ne rabi vsega, ampak vseeno je bil to še vedno film, ki ni bil več za najmlajše. Ne, se strinjam, je 6 nekje. Ja, vse ima za reči. Mogoče v tem bo taka razlika, rekel, v bistvu zdaj pri teh velikih franšizah, ki so pa zdaj po 2000 pojavijo, ne, je pa vse tako skupaj zacementirano, pa povezano, da v bistvu tudi ti najmlajši, ne, naprej na predpremieri, v bistvu na mlada deklica prišla oblečena kot Harry Potter, potem dobila tamle je on voditelj. Hermiona se prečuje. Ja, pardon, Hermione. Je dobila v demonu palcu, čist pav padla, ne. Tako da veš, temu folku v bistvu čist vse sede noter, razumeš, ves ta univerzum je povezan, oziroma kako se temu reče, Wizarding World. To trajajo v teh PR, ni to Harry Potter franšiza, ampak to Wizarding World Universe neka varianta. Ja, očitno bi naredili še en spin-off, tako. Ja, in to je najbolj zanimivo, veš, ker prej so v bistvu kao rekli, ok, naredimo zgodbo, mogoče v 2-3 filmih and that's it, naprimer, ne. Pol pa zdaj po 2000, ko pa Lord pa Harry naredita pa glih to, ne. Ne, to je ful široko. Ne, to lahko knjige bereš, pa vse, pa še nazaj vračal, pa boš kokice, papco, pa se evrčke, meto. Pa še scenarije kupuješ, pa drame, to je kar. Še kar, mislim, ona je pol naredila še pač zaključek Harry Potter, ker Harry Potter odrasel in se njegovi otroci not. In pač tam je tisti pa bil drama oziroma pač igra in je izdala tudi to kot knjigo. Ne, pravi, mislim, jaz tistega nisem ne bral, ne gledal, ni nič, ampak vsi pravi, da je precej slejko prej bo film, brez skrbi. Zadnjič sem gledal en intervju z Danielom Radcliffom, mislim, da Jimmy Kimmel, kdo ga je vprašal, če je šel gledat tale broadwaysko predstavo Harry Potter and the Cursed Child, pa rekel ne. In se bi pa pol zakopa, ne, pa rekel, se ne, da me ne zanima, ne, pa ne, da bi me zdaj frustriralo, kaj se pa zgodilo z mojim likom, ki je odraščal, ali kaj bla bla, ampak mislim, da bi bilo full bad za občinstvo na okrog njega, ki bi vsi gledali, kako on reagira zdaj na tisto, kaj je na odru, pač in da zato ne gre gledati. Se pa je full zabavno štorijo, on je en intervju dal za Playboy in je razlagal, kako je bilo odraščati tu, ne, in da pač kot vsi najstniki je on pač spoznal en način zabave z samim sabo, ne. In je bil ful tak problem, ne, da on tako je kat, ne, on odlaufa v prikolico, se poigra sam sabo, pride nazaj na naslednji kadr in tako je bil občutek, da tak vsi ti starejši igralci ga gledajo in vedo. Alan Rickman ve. Alan Rickman meni tudi zmeraj zgleda, kot da ve. On je vedel vse. Pa itak se je ona prikolica, po moje tako tresla, da so vsi vedeli, kaj se dogaja. Uboga Hermione. No, ampak ona je edina dejansko kariero naredila vrejo. Mislim, ona ful zna igrati za razliko od ostalih. Daniel Radcliffe ima tudi solidno kariero. Je igral Truplo, no. Ja, ne, pa se še imel na Broadwayu imel ene par dobrih. Ja, pa bil je v Woman in Black, pa še eno par stvareh, ampak se mi ne zdi šlo. Mislim, če primerjaš z Mark Hamillom kot Luke Skywalker, se 100-krat boljša karijera. Misliš reči Jokerjem? Joker, okej. Best Joker ever. Voice actor, ja. Je v redu, jaz filmu dam 2,5 od 5, no. Drugače pa Rowlingova nauči se pisati za film, ne za knjigo. No. Ja, jaz tokrat se celo, mislim, da čist strinjam z Mitotom, pa čez tudi nekje tam bi, če bi imeli lestvico, kaj nimamo sicer, ampak recimo da imamo do 5, je tam nekje 2,5. Pač vse je bil soliden, pa pač teh nekih magičnih stvari mi je bilo čisto dopadlo, pa pač Eddie Redmayne mi je vsaj za 2 piki dvignil še oceno. To bi dal pol pike, ja. Ampak to je pa to, no, pač ne morem reči, da me zdaj Johnny Depp nekaj blazno navdušil. Je pa res, da je mal toned down, ne, on to da res ni un pirat s hribov noč od tega, ne, ni nek flamboyant, ne vem kva.
Ampak je pač. Piratski. Ja, pač. Pa to je neka riba. Mislim, riba, neka reklama je. Pirat iz hribov. Okay. Neko meso in jaz pač rečem pirat iz hribov. Pač kaj res deluje, ko je zabit hribovc, no, kaj naj zdaj rečem. Okay. Pač me ni nekaj navdušil, moram reči, da ni. Pa film je pač res uvod v naslednjega. Na dobro jutro si rekel, da te celo zafrikira, ko veš podrobnosti od Johnnyja Deppa. Tam tista scena s Queenie, pač pričakuješ prav res, da bo vsipal in tak je bilo njih doma. Ne, mislim, čisto kaj solidno čpila. Mislim, veš kaj dobro mi je pri njemu, ker tudi v enki in dvojki ga takoj najprej z Johnny Deppom začnejo, z Grindelwaldom. V enki samo vidiš neki beli flash in trupla zgorijo, to je začetek enke. V dvojki pa tudi Prisoner, ki v bistvu ga 10 minut spremljaš in kako se on reši in v bistvu on je nenadjebljiv, full dober feeling, v bistvu kako je on mogočen in ne vem tako. Drugače pa ga odšpila, ne vem. Escape from Prison. Pa to sem včeraj videl pri enem Zoe Kravitz, špila tu pač želita Loholova, malo je lesena, no, ampak dobro, je Loholova, no. Špila pa v X-Men First Class tudi in zanimivo, na koncu X-Men First Class Magneto reče, ok, kdo gre z mano? In Zoe Kravitz reče, ok, jaz grem s tamo, ne? In isto tle v tem isto. Sem bi tako stara, pa da je... To pa res. Imam si vloge, veš, come on. To sem pa izpredal. Seveda rabimo Mitota, da na koncu doda eno X-Men referenco. Jaz sem zato sem tle, stari. Da, X-Men Mita. Ja, bi še kdo rad kaj povedal o filmu? O filmu jaz ne bi več govoril. Mogoče še kratka priporočila, kaj smo pogledali, kaj smo prebrali. Ok, jaz sem zdaj pogledal Haunting of Hill House. Haunting of Hill House, ja. Priporočam do 9. dela, 10. me pa razočaral v 0. Kaj pa 5? Ja. Okay, ne, v bistvu, 5 je dober, pa še parih je res hudih. Pa jaz sem na sred mislil, da res nam preživel. No. Da, to za mene taka muka, ampak ful me je prikoval noter, lepa zgodba, pa mešanca hororja, pa te družinske drame, kako so vsi ti zjebani. Predvsem sem se ful poistovetil s tem glavnim sinom, najstarejšim sinom, ki je taki racionalist, pa ne, ti nisi videl, razumeš, pisatelj, ti nisi videl, to samo, mi smo vsi bolni v glavo, razumeš, cela naša družina je bolna v glavo. Ne, vi ste res nekaj videli. To sem pogledal, naslednjič kaj več. Jaz sem gledal danes noči sem gledal Vdove, thriller, žanrski izdelek v režiji Steva McQueena. Mislim, en boljših kriminalk tega leta, ker zelo vredo spelje zadevo. Mislim, človek, ki je delal take hude drame, kot je Lakota, pa 12 let služen, se zdaj loti enega žanra in dvigne zadevo nad to. Film je žal malo tak šel mimo, dost na hitro. Mislim, da ima možno kakšne šanse za nagrade, Oskarje, ker res fenomenalna igra, fenomenalna režija, kamera, glasba, vse štima, ful priporočam. Ful pomembno opozorilo Kolosej, ne vem, kako so z drugih kinotih, brez napovednikov date, da ne zamudite, bodite tam tisti cajt, ki je napisan na sporedu. Ne boste rabili pol še 20 minut napovednikov gledati. Okay. No, to jaz bom sem pač omenil, da sem pogledal sloviti 5. del The Walking Dead, nove sezone, kjer pač Rick umre in ne umre in to traja cel del. In da pač, jaz tudi na tej točki, mislim, dalje še nisem gledal. Pardon, imaš za to problem preko si rekel živi? Mogoče. Pa skratka, ne vem točno, kaj ne rečem. Zdaj ne vem, kam ta serija šla, ker če sem mislim, na koncu preskoči za nekaj let, ampak nisem gledal dalje še, ker ni bilo časa ob knjižnem sejmu in vsem tem, kar se je dogajalo zadnje dni. In tudi priznam, da me to zdaj kar precej demotiviralo. Pač Rick je bil eden teh likov, ki je držal to serijo skupaj in zdaj jaz res ne vem, kam to gre, pa tudi ne vem, če me še toliko zanima. No. Dokler je sicer še Michonne, sem rekel, da bom zdržal, ampak
ne vem, no, priznam, da me je to pa čist. Ker so res razvlekli se to smrt, totalno melodramo so naredili, pa še niti umreni. No. Pa si pa res tako, dajte mi mir. No. Pa je imel vse kakšne tablice za kako žensko prednost? Ni nobenih tablic ni nosil, ampak poslavilo se pa tako z očmi in z... Meni je ful všeč, ko se s tablicami poslovi v Love Actually, ta igralec. Ja. Se tisti edini film poleg te serije, ki ima kar neki. Ja. Vreden. Tako da ja, trenutno tudi jaz kolebam, ali še bom te žive mrtvece gledal ali ne. Jaz upam, da mogoče vi niste toliko razočarani kot jaz, če kdo gleda. Ampak to je to, ja. To je pa to, kar je meni zadnje cajt ratalo, ker preprosto ni bilo časa za česa drugega zaradi službenih obveznosti. Torej naslednjič čez 2 tedna delamo Peščeni planet. Tako, knjige. Malo bomo omenjali tudi letošnjo produkcijo fantasyja, sci-fija, vsega, kar smo brali. Igor in mi to tudi dosto v angleščini, jaz bom nekaj slovenskih, pa tudi zakrat, če bom kaj prebral. Recimo Peščeni planet v prevodu Igorja Harba, ki ga lahko dobite v sanjah. Počas ga zmanjkuje ljudje, tako da hiter. Ne, na knjižnem sejmu je bil kar uspešnica. Mislim, jaz se nisem pogovarjal, ampak vsakič, ko sem šel mimo štanta, sem pa videl, da je nekdo kupuje. Super, Igor, čestitam. In to upam, da pač pomeni, da bomo imeli nadaljevanje. No? Jaz tudi. Ja. Tako da dajte še kupiti vsaj 2 izvoda, no, vsak. Če vsak naš poslušalec kupi 2 izvoda, bomo jih enih 10 prodali. Vi že veste, kdo ste. Ja, vi že veste, kdo ste. Miha? Okay, ne bomo šli dalje. Skratka, to bo za 9. epizodo, ne? Ja, bomo že počasi pri 10. Upam, da boste v 9. slišali, kaj bo v 10. Mi se zdaj intenzivno pogovarjamo, kako bomo preživeli december z vami in upam, da seveda tudi vi z nami. Ja. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 8. epizoda, v kateri smo si za vas ogledali pač fantastične, magične živali. Jaz vedno mislim, da so fantastične. Jaz pa vedno, ko rečeš fantastične, mislim, da boš rekel 4. Ja, malo je zmedeno, ker mogle biti magične pošasti ali pa nekaj vsaj več kot živali. Beštije, ja. Skratka, magične živali, Grindelwaldova hudodelstva. Poslušali ste torej podcast s srečnim imenom Obod, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki jo gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, pozor z adamantiumom Gegič, Igor Rza Harp in Aljoša, rad imam katoliško krivdo Harlam. Zahvaljujemo se Kino Bežigrad za gostoljubje in prijaznemu osebju za pač njihovo prijaznost. Ker pač v Kino Bežigrad namreč snemamo tale podcast in sem hodimo tudi v veliki večini gledati odlične filme, ki jih imajo na sporedu. Kot bi rekel Anže Fanta, kje se vaju najde na internetih, Mito? Budamit, torej... No, povej, prevod. Budino meso. Hvala, nisem razumel. Mora se majce narediti. Ja, pomojte. Torej, na Twitterju in Instagramu sem Budamit, medtem ko na Facebooku in ostalih spletnih žariščih pa dobri stari Mito Gegič. Če bo kdo se jutri prekobalil preko južne ljubljanske obvoznice, se lahko pride v Krško pogledati razstavo, ki bo, torej ne jutri, če to poslušate danes, ne, torej 27.11. Hitro v avto v Krško. Namreč snemamo, danes je ponedeljek, ko snemamo. Prvič snemamo tako en dan prej. Poleg tega ne rabite nujno iti prek ljubljanske obvoznice, če niste z Ljubljane. Mislim, če ste z Krškega, kar... Ja, Mito je pozabil, da nas mogoče poslušal. To je podcast, Mito, ne Radio Ljubljana. No, sporočite mi, če kdo posluša, kao od tam dol. Pol bom popravil. Tako da imam razstavo dol v galeriji Krško 27.11. ob 7. Dokdaj pa je odprta? Odprta pa je do 9. februarja. No, pa itak še dolg. Pa na 8. februarja bo zasnojen vstop ziher, ampak... Ne, vse nasploh je zaston, tako da kar vidite kadar. Ja, galerije so iz nekega razloga zaston. Igor, kje se tebe najde na internetih in druge? Jaz imam YouTube kanal, pa spletno stran gledal bom, pa za vikend pišem, pa na Twitterju sem @underq. To ta vzdevek imam po enem najbolj cool likov iz slovenske literature in zdaj tudi iz stripa.
Cankarjevi hlapci. Ja, mene tudi najdete pač na Al-Harlamu na Twitterju, na Facebooku pač imam normalno ime in posod druge, pa tudi svoj blog imam, kjer objavljam svoje stare tekste, če koga zanima še kaj z literaturo ali pa kaj podobnega. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerate, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in morda je ta trenutek tudi pravi, da vam zaupam skrivnost. Če svojo čarobno paličico zamahnete 2krat v levo in 3krat dol, ter zraven upijete Aparatus Angetus, boste videti zelo, zelo smešni. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, svoje magične uroke in ja, mi to, nekaj se kot reči? Ne, ti še kar, še moram nekaj dodati. Magične uroke, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič, kaj bi šli gledati v kino, kaj naj si pogledamo na Netflixu, HBO-ju, kaj naj preberemo. Zdaj bomo itak vsi peščeni planet, tako da ne nas ta teden še obremenjevati s tem, kaj ne beremo. Ampak če imate kakšne predloge, pa ja, če ste brali kak fantasy, kaj dobrega za knjige za naslednji del, nam lahko to poveste. To smo pa zmeraj odprti za te predloge in se slišimo spet čez 2 tedna. Ja. Jaz bi še samo dodal, če smo že pri mreži Aparatus, bi se rad najlepša zahvalil podcastu Podrobnosti, ki so nam zvizli temo. Ne? Ja, hvala. Kot veste, ne, je Stanley se končno upokojil v onostranstvo in podcast Podrobnosti so nam obdelali to temo, ne, tako da malo resno pa malo sarkastično hvala. Pa ne samo tu še dodam Excelsior. Excelsior.